težko je biti inovativen in poseben v današnjih časih, ko nas od vse povsod bombardirajo z najrazličnejšimi idejami. In potem si še proizvajalci izmišljujejo nove oznake za svoje modele, da so slišati kar se da atraktivno. Teh avtomobilskih segmentov je danes res ogromno in težko se spomniti kaj novega. Ni pa nemogoče. Cuprin prvi model je Formentor in njegova oznaka je SUV Coupé. Ni čist navaden SUV. Coupé pa tudi ne. Še dober, da ne, ker bi bil sicer veliko manj praktičen, kot je dejansko. Se pa proizvajalci radi zatečejo k oznaki Coupé, ker to vedno pomeni nekaj položnega in lepega. No in čeprav tole ni Coupé v nobenem pogledu besede, je položen in lep, zato jih dejansko razumem. Predvsem pa na cesti hudo dobro izgleda in to že takšen, ki nima sploh nič ostrega tule pod pokrovom. Je bil čist civiliziran. Ok, tole okolje poznamo, ker je skoraj identično tistemu v Leonu. S tem seveda ni čisto nič narobe, ker je odlično, res dobro izdelano in uporabno, pa čeprav je fizičnih stikal samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, če ne štejem teh na volanu. Tudi ta zaslon je hiter in zelo odziven in celo večji se mi zdi kot v Leonu. Predvsem pa se sedi nekoliko više, zato je preglednost boljša in vstopanje lahkotnejše, pač se je treba manj skloniti. Vsaj za tiste z normalno višino. Jaz se niti v Mazdi MX-5 ne rabim kaj dosti skloniti. Prednost v primerjavi z večino ostalih križancev je v vožnji. Tukaj očitno pride do izraza filozofija znamke Cupra, tudi v takšni povsem civilizirani različici. Več vodilna prema zadaj zagotavlja, da sta kolesi vedno lepo na tleh in grbine prežvekujeta neodvisno eno od drugega. Podvozje pa je v bistvu dovolj čvrsto, da se pravi užitek zapelje tudi malce hitreje. Hiba križancev so zaradi večje oddaljenosti od tal ponavadi ti drobni tresljaji, ki se prikradejo do potnikov, ampak teh tudi tukaj ni prav veliko. Hočem reči, podvozje je zelo lepo uglašeno in ravno prava kombinacija vsega skupaj. Vsekakor je tole eden bolj prijetnih križancev za voziti. Ne najbolj športnih, ampak najbolj prijetnih. Torej dovolj udobnih, s finim občutkom na volanu, nenapornih, prijeten. Si predstavljam, da bo takšen SUV ne Coupé svojo obliko privabljal veliko kupcev. Verjetno bo marsikoga premamil tudi zaradi tega, ker je križanec, a ne? Takšne imate itak najraje, če sodim po prodajnih številkah. Je ravno toliko višje, da greste lažje noter in potem tudi lepše vidite ven. No, tudi prostora v bistvu ni malo, ampak to pa že naslednji teden. Bomo kakšno stvar vrgli v prtljažnik.